Lep pozdrav zopet v novem vlogu. Če še niste, kliknite znakec naroči se in pa stisnite zvončka, da vam pozvoni zmeri, ko prije ven nov video. Kaj se danes dogaja? Tako sem že zadnjič obljubil, gnojevka, tako da smo se lotili zdaj te velike parcele, pa jo pognojimo, upam, da do faksa, če ne pa še jutr, oziroma itek bomo mogli še jutr, ker moramo ob 12. biti že na faksu, nažalost, tako da bomo nekako to pošlepali čez. Zvečer gremo pa verjetno še nekaj sjat, koliko prijem z faksa, ampak bomo videli, ni še čist dopolnjen plan. Glavnem pa zdaj gnojimo z gnojevko, tukaj je sicer bilo že v jeseni nadetlo gor zapeljano nekaj malega gnoja in sicer dali smo trosilce gnoja na 2 hektara, se pravi 20 ton na 2 hektara približno, čisto tako. Zdajle pa še gnojevke bomo dali pa približno, mislim, da 20 kubikov po hektaru, nekaj takega. Pa računamo na to, da je še detla nekaj skladiščila dušika noter. Tako da recimo, da bo vse to dosti za koruzo. Tako da to. Ja, upajmo, da bo šlo brez težav zaenkrat, je vse v redu, no. In pa gnojevka je tudi dosti tekoča. Tako da, ja, dajmo se voditi poslu. Akcija! Kot ste videli, je v zadnji že foter z rožnim branom, da čim prej zadelamo to gnojevko. Zakaj? Zaradi tega, ker če nimamo nizkega izpusta in pa če ne zadelamo hitro gnojevke, pride lahko do velikih izgub, oziroma ne da lahko pride do velikih izgub, tako da se trudimo res, da to kar sproti zadelamo v tla. Ker če pustimo to par dni zunaj, je v bistvu ves dušik izgubljen, kar pa za nas ne bi bilo nič dobrega. Tako da, ja. Takole, mogli smo zaključiti, zdaj smo pa že tule na Drnovem, čakam še 2 sošolca, da gremo pol skup na predavanje, tako da ja, nimamo kaj, v Novo mesto je treba. Evo ga, prišel sem nazaj iz faksa, celo predčasno, tako da bomo danes še malo delali, se pravi cisterno. Foter je med tem, hvala Bogu, šel posijati tiste zadevo, par hektarčkov. Tako da, ja, kaj smo pa novega izvedeli? Novega smo izvedeli to, da bomo imeli nekaj nadaljavo, tako da ne bomo zdaj rabili biti jutr, ne rabimo imeti prav v Novo mesto, ampak bomo imeli samo prek daljave. Faks, tako da bomo lahko več naredili, tako da plan za jutr je v bistvu globinsko podrahljevanje in pa nekaj gremo posijati. Bomo videli sicer, če nam ne bojo padavine kaj zagodile, ampak tako je zaenkrat plan. Potem se pa konec tedna še lotimo, se pravi, finiša z gnojevko. Tako da, ja, v bistvu zelo dobre novice, no, pa bodo čim bolj produktivni, tako da je gas. Evo ga, imeli smo en defektič, smo nekaj ven povlekli, par stvari, sicer ni se čisto zabilo, ampak kar dobro, tako da smo tole zdaj rešili. Pa še vmes smo malega telička napojili, kar rabi še malo pomoči, zdaj pa šibamo dalje, zašrofamo. Evo, foter pa tudi dela tam že, tako da odlično.
še zadnja fura za danes. Zdajle pa moramo iti še na fujtrač štalo, ki še nismo. Tako da tole še naredimo, parkiramo vse skupaj, ugasnemo, pa se naspimo za jutr. Tako da, idemo še tole narediti, pa se slišimo zjutraj. Danes vam pa za začetek javljam z deževne pisarne, sicer dež prši zunaj, tako da že 1-2 urice, ampak ni še tako problematično, da bi bilo blato, je pa bilo kakaj zemlja bila suha. Ampak ja, nekaj bi mogli jeti sicer posijati, ampak je premokro, tako da bomo zdaj prvo malo s podrahlačem delali, pol pa, če bo, se pravi popoldne, pol lepš, bomo šli pa pol tisti nekaj posijati, eno zelenitev. Tako da ja, drugače pa zdajle delamo približno 35 cm globine, tako da bo v bistvu dosti poglobljeno za samo koruzo. Tako da ja, s tem smo danes ukvarjali, jutr pa pride še tisti finiš gnojevke, kam imamo za zvoziti. Tako da ja, lotimo se posla. Smo skočili še na hitrco na pumpo. Dego. Situacija je taka, da je foter prišel z Ljubljane, tako da je on šel v bistvu zdaj na Podrahlač, ker sem jaz mogel iti nekaj na hitrco posijati. 1 hektarček dober. Neko zelenitev, tako da ja, sem jaz to na hitrco skočil, potem gremo pa nazaj na ta veliki traktor, pa na podrahljevanje. Drugače pa tukaj zdaj kar dober delamo z balom. Še kar en cajt, kaj smo nazadnje sjeli z njem, tako da fajn spet malo zbuditi, vse funkcionira pa perfektno. Evo ga, situacija je taka, da sem zdaj peljal dol na ta veliko parcelo Cambridge Vale, foter vala. Jaz sem pa v bistvu zaključil še ta veliko parcelo z Podrahlačem, drugače se pa s Cambridgem kar dobro pripravi, tako da bo v bistvu to naša finalna priprava za setev. Tako da v bistvu to je to, no. Tam čaka sem še sijalnica svoj posel. Kaj bomo pa videli, zdajle gremo v štalo, ko tole pa to malo parcelico še naredimo. Potem pa po štali, se pravi, ko nafujtramo pa vse naredimo, pičimo pa naprej še, se pravi, s Podrahlačem v akcijo. Tako da danes čim več hektarov naredimo.
zaključili, ura je že krepko čez polnoč, oziroma že čez 1, tako da počas smo zaključili, pa gremo čim prej spat, ker jutri nas čaka tudi naporen dan, tako da, ja, naspimo se, pa se vidimo zjutraj. Ajde, lahko noč. Po nekaj urah spanca se javljam spet z kabine. Štartali smo, naredili smo zdaj že 2,5 hektara, še en dober hektar. Pojdemo pa domov, naredimo kratki sestank, da vidimo kak naprej, če bomo šli gnojevko vozit ali gremo pa še naprej s Poddrahlačem. Bomo videli, drugače je pa tukaj kar v redu, no, sem bil presenečen, sem mislil, da bo bolj trdo, ker je pa kar lepo, tako da super za. Prej smo šli na hitro narediti še 2 hektarja s Poddrahlačem, zdaj smo pa že zapeli, se pravi, cisterno, bomo pa štartali še z gnojevko, pa na pumpo moramo jeti še na hitrico natankati, tako da. Evo, zadnja fura, pa imamo probleme, zabilo se je nek, sem na šrafu zgornjo koleno, je bilo vse v redi, potem sem spraznil oba močnička v redi, zgornje 2 kapce so tudi ok, ker drugače močnički ne bi dobivali zadev, je pa tule spodaj najverjetneje problem, ampak ja, kot vidite, je zdaj le mečko namazan, ne vem, zdaj smo spucali močničke, bomo videli, če bo šlo kaj boljš. Ampak če ne bo treba tam razdreti zadevo, ni najboljš, ampak kačmo. Ni nam preostali druga, kot da razšrafamo in vidimo, da je orang zabit. Evo, takole je vedno odneslo, zdaj se pa mi že pelamo, brez težav. Tako da samo zgotovo, tole zadnja, pa je. Zdaj smo šli še za frišno nakositi na hitro, nekaj smo pomalicali, pa na fujtrali vštali, tako da zdaj pa pičimo naprej, še zgotoviti teh zadnjih par hektarov, kaj je še za, se pravi, za podrehljevati. Foter bo pa tudi šel še s Cambridgeom pripravljati teren, tako da lahko jutri začnemo zjutraj sijati. Tako da ja, dajmo to še stisniti do konca.
obdelavo tal smo zaključili, vse je pripravljeno na setu. Zdaj smo pa še petko, se pravi, odpregli vprej, zapregli za sejavnico. Sejavnici smo zamenjali diske pa čistilce, zaradi tega, ker bomo jutri štartali z sončnicami, tako da zjutraj nasipamo noter, skalibriramo, tankrat bo še treba iti. Ampak ja, v glavnem jutri je plan, da se kar vse proba posijati. Ni spet toliko hektarov, je pa veliko različnih parcel in to bo vzeli cajt. Tako da, ja, bomo videli, kak bo. Ampak zdaj pa cajt, da gremo spat, ker je ura že kar pozno spet. Tako da, to je to za ta vlog. Mi se vidimo v naslednjem sejancu vred. Tako da, ajde ga uživite. Čau.